Lepo pozdravljeni, danes bomo začeli pogovor z pesnico Meto Kušar o njeni novi knjigi, in sicer Abonma za poezijo. Danes je pravi dan, a ne, ker imamo tudi 122-letnico od smrti Kosovela, torej o Kosovelu bomo tudi kaj rekli. Pa mogoče začnimo kar s prvo pesmijo od Kosovela, čeprav bi rekla, ne vem, Meta, katera je pa tvoja najljubša pesem od Kosovela? To so pa to je pa težko vprašanje, katero imam doma enega, ki me zmeraj vpraša, kateri je pa tvoj najljubši, kateri je pa tvoj največji, katera je pa najbolj priljubljena pri tebi. Sem že stopila na žulj, a ne? Ja, mislim, da tista, ki sem jo izbrala za Abonma za poezijo, mislim, da veliko pove. No, k njej se vsaj v tem kontekstu sonca v človeku, za katerim naj bi vsi nekako hrepeneli oziroma poskušali to uresničevati. K temu se bomo še vrnili in s Kosovelom bomo potem tudi končali. Tako da naj predstavim, midve z Meto imava tudi abonma, vsakič, ko napiše kakšno novo knjigo, potem imava tudi kakšen razgovor o njej, tako da mislim, da se tudi ponavljava. Naše prejšnje srečanje je bilo pred 2 letoma, mislim, da ravno tako okrog 18. marca, ne. Zdaj tukaj si lahko pogledate, kaj je vse ustvarila. Upam, da bom znala to uporabljati. No, kje pa imam pomoč? Ne znam? Pomoč prihaja. Ja, a boste kar vi? Ja, tako. Torej, tukaj so njene pesniške zbirke, kar nekaj jih je. Potem tudi eseji. Zdaj, če gremo naprej, eseji, kaj je poetično ali ura ilegale. No, zadnjič smo govorili tudi o njeni knjigi intervjujev. Piše tudi scenarije za filme, režira in tako naprej. Dobila je tudi razne nagrade, torej Šventnerjevo, Rožančevo, Veronikino in čašo nesmrtnosti. Zadnja je iz leta 2023. No, ampak začela bi z mislimi iz knjige Abonma za poezijo, in sicer zadnji vers oziroma zadnji stavki v tej knjigi se glasijo takole. Življenje je to, kar mislimo, da ni. Glavna točka je človek. Druga, takoj za njo pa razumeti drugega. Tretja, ki je hkrati prva in druga, pa je spoznati in razumeti sebe kot del celote. Kakšna sreča, da imamo poezijo. Torej, prvo vprašanje je, kakšna je vloga poezije v današnjem času in kako se je spreminjala od tvoje prve napisane pesmi daljnega leta 1968? Kakšno vlogo ima politika na poezijo in obratno? In ali si napisala kdaj kako domovinsko pesem? Poezija je v vsakem primeru dialog. Ker tudi če se včasih uporablja ta stavek, da pesnik piše za predal, ne, to ni res. Noben pesnik ne piše za predal. Vsak hoče te pesmi objaviti, ker hoče imeti dialog z bralci. Ali pa mogoče z enim določenim bralcem. Čeprav se mogoče hecno sliši, ampak jaz razumem Prešerna, da je želel vzpostaviti dialog z Julijo preko poezije in da je zelo skrbel za to, da je bil ta dialog zelo vzvišen. Pravzaprav sem tudi sama začela pisati poezijo zato, da bi vzpostavila dialog z nekom, ki meni ni bil dosegljiv, ampak sem vedela, da te pesmi bere.
seveda dialog se vzpostavlja tudi s širšo skupnostjo. To se pravi, vsekakor s tisto skupnostjo, iz katere mi rastemo, smo ji zgodovinsko, sociološko, tudi psihološko seveda in še kako drugače, povezani in vraščeni v njo. To pomeni, narodu, jasno. In, bi rekla, da pesnik je eno posebno lepilo za to družbo. Jaz mislim, da ne more obstajati država kot politična ustanova, ne da bi imela pesnike. Ker pesniki so pravzaprav zares tisti, ki stvar držijo skupaj. Zdaj seveda zavedanje o tem, kaj je poezija, kaj vse dela in kakšne moči ima, je zelo šibko. Šibko med posamezniki, med individualnimi Slovenci, bom zdaj rekla. Seveda ni nič bolj, okrepljeno ponavadi v krogih, kjer se z literaturo oziroma s poezijo ukvarjajo. To pomeni izobraževanje, različno seveda, od osnovne šole oziroma od vrtca tako rekoč naprej, do seveda specialnih študij, kjer se pač študira, ustvarjalnost slovenskih, umetnikov. In ni kakšnega posebnega, zavedanja o tem, kako pomemben je ta material za nas, ki tukaj živimo. In ki tukaj tudi iščemo neki smisel življenja, zato da vztrajamo v tem, kar pač delamo, vsak svoje stvari. Če bi rekla, da so se stvari spremenile, jaz sem sicer prvo pesniško zbirko Rokopis končala 20 let pred tem, ki je izšla. To se pravi, da sem jo pisala še v prejšnji državi, izšla pa je v samostojni Sloveniji leta 1992. In nikoli ni bilo zelo izpostavljeno to, ampak resnica je, da je ta Madeira, kot se imenuje moja prva knjiga, podala vso tematiko, s katero sem se kasneje v vseh drugih pesniških zbirkah ukvarjala. Morda je bila seveda najmočnejša tematika ravno tista, ki se je naslavljala na življenje v prejšnji državi. Cel ciklus, seveda me nihče še ni, kdaj imenoval, da sem, kakšna pesnica, ki se ukvarja, s slovensko državo oziroma z neko, narodnostno tematiko. Ampak tukaj je en ciklus, ki ima naslov Čas se drenja. Seveda to so bili tudi časi pred osamosvojitvijo, in majčkeno se bom sprehodila po tem, da boste videli, za kaj gre. Šele ko prispejo rodni kraji na obzorje, razvrstim zapuščino. Spomnim se sinov, ki jemljejo nevarni posel v svoje roke. Verjetno vam vsem pride na misel, da gre za vse tiste, ki so se pač, borili oziroma, ukvarjali z ustanovitvijo samostojne Slovenije. Ta je malo refleksivna v Slovencih. Prisotna učenjaška pozabljivost. Radovednost živi brez vprašanj. Louis Leger je v Parizu rekel: Vi Slovani ste dobri ljudje, le točni niste. Čudna dežela, les extrêmes se touchent, vizionarstvo je priščipnjeno v očeh obupa, ne v mapah države. Čudna dežela. Bog ničesar ne odreče,
ampak vozni redi niso točni. Kako brezkončne so zelene trate, sobe, ure, poti, koliko prostora in Nona 90 let govori, men verjemte. Čudna dežela faliranih magov. Preteklost pušča, počasi razpada ta zid, varujoč neskončnost. Kdor ne ve, da je dan določen, ne bo prisoten. Kdor ve, bo zraven, čeprav kjerkoli. Na desni usodna ljubezen juga, z leve slap belih in rumenih isker, vonj, ki se stoletja pojavlja, ko pride junij. Požirek vse odprej prereže. Vedno sem imela to pesem za pesem, ki govori o tistem dnevu junijskem. Torej sem zelo hvaležna za ta pogovor, ker v bistvu nam odstiraš nekatere stvari, ki bi jih lahko uporabili za tako imenovano domovinsko poezijo, ne. Tako da se je treba pogovarjati o tem, a ne. Ja. Čas se drenja. Ali vsi, ki se ne dotaknejo, definitivno umrejo? Najti se mi že v strašnih neredih velemesta in znamenitih zmešnjavah, pri prerokovanih prehodih, ko se morje razmakne. No, ta kaos že malo bolj govori o globalizaciji, ki takrat še ni bila tako zelo v prvem planu, ampak je počasi začela kazati svoje moči. Nespoštljivo ravnanje z zakoni letenja je ustvarilo težo. Pragozd zgodovine zmeša pisanja in prešepetana sporočila. Let usmerjen tako, da odmevi spreminjajo strugo. Kje so zdaj tisti, da je majhna dežela vsega kriva? Še kako lahko veliki duhovi živijo na obrobju. So stara šara te pokrajine, če še kar naprej nekam škilimo, ker je že vse čez in čez pregledano in razhojeno. Nesoglasje besed v starih pesmih govorijo avtentično, brez vnaprejšnjega dogovora. Snežni metež je točen, kot prvi krajec. Prednikov nismo počastili, smo to že plačali? Skodelice nismo žrtvovali, je tudi to opravljeno? Ne si želeti oblakov, kadar sonce sije, ker potem res ne bo nikoli sonca. Kaj bi bilo videti, če ne bi bilo nikogar, ki bi gledal? Iz noči časov dežela usuje zvezdo v nedoumljivi samoti. Od šibke ljubezni utrujeni otroci, romanja po poti dežja, po poti marelic, ki trepetajo v temnem avgustu meglene dežele. Pepel neštetih palčk, spihan v kote. Drog in zastava in 20 let. 6. patriarh ni šel mimo. Neka čudna bitja s svojimi strašnimi sredstvi gospodarijo. No, tale 6. patriarh je bil iz tistega obdobja, ko je bil čas zelo poln teh vzhodnjaških informacij, recimo zenovskih zgodb. In obstaja ena zenovska zgodba, v kateri ta 6. patriarh prihaja kot simbol, da bojo stvari šle v redu. In že samo to, da je šel mimo, je veljalo za ukinitev nesreče in hudih stvari. In jaz pač takrat mislim, da za nas še ni šel 6. patriarh mimo in da še čakajo
preizkušnje in hude stvari. Dobro, Zadnje vprašanje Ja. je pa še bilo, a Ja. ne, če je kakšen odnos drugačen v založništvu, se mi zdi. To bomo še A ja, prišli. no, pa Še končajmo s tem o zaenkrat. poeziji. Imaš tukaj kar nekaj citatov v knjigi, vi si lahko preberete. Mogoče bi izpostavila samo dva. Vem, da je v poeziji nekaj odrešenskega, kakor v vsaki iskreni izpovedi. Pesniki nismo igralci, ne pristajamo na iluzijo, samo na resnico. Torej, poezija in resnica? Ja, v drugi knjigi, v Svili in Lan, nikoli še nisem o tem govorila, ker si me ti s temi vprašanji nekako tako dobro napeljala na to. To se pravi v drugi knjigi, ki je sestavljena iz pisem in poezije in je kot pesniška zbirka seveda nastala, je tudi eno pismo, ki govori o mojem ustvarjanju na radiu tokrat. To je bil čas prvega napada na Afganistan, ker smo vrteli v oddaji afganistanske ljudske pesmi. In pravim, seveda, ko se sprašujem, kaj lahko individuum naredi v hudih problematičnih časih, in pravim takole: neka dolga pesem se bo čez leta začela, skozi solze vidim, kako je vsak enkraten. Ampak kaj lahko naredim jaz? Nekaj več že kot stati v kotu. Velikokrat stojim v kotu, se branim in sem otožna. Preden smo končali oddajo, smo se pogovarjali o citatih, avtorstvu in reciklažah, postmodernizmu bi danes rekli. Izreči nekaj s svojimi usti, ki začutijo poštenost dejanja, je avtorstvo. Preverjanja žal potrebujejo čas. Avtorstvo se potrdi v razvoju. Veš, oddaja je bila samo za nas tri. Zadaj so se vrtele afganistanske pesmi, pesem o cvetočem cvetu. Zvečer sem šla na grad, pri Šentjakobu je začelo naletavati. Sem bila tisto mesto v megli. Sem bila srobot v grapi. Ne vem, kako zdržijo sroboti svoje rahlo seme skozi vse zimske burje. Kako pa zdržijo rahle stvari v meni, čeprav se včasih pustim zrukati 10-krat na dan. Sem bila tisti običajni nedeljski večer. Med vprašanji, ki sem jih metala na mesto, je počasi snežilo. Večkrat se je prikazalo življenje, ki sem ga poznala in ljubila. Ne vem, ali ni bilo več ljudi iz tega življenja, ali pa oni, tako kot jaz, nismo več mogli vanj. A naj naše delo ljudi do česa pripravlja? Smo kuharji, ki skrbijo za lakoto? A smo nosači vode? A smo čevljarji, krojači, zdravniki, duhovniki? A smo klovni? A smo sodniki? Smo igralci? A smo igralci? Smo babice, ki pripovedujejo? Smo politiki? A smo vrtnarji? Smo filozofi? A smo dim? A smo streha? A smo temelj? Kaj se giblje? Zastava ali veter? Mora biti čas za to, da ne pogledaš na uro. Ja. To bi se nekako skladalo s tem citatom iz same knjige. Kaj bi si želeli več kot to, da nas pesmi pripravijo do tega, da svet bolj razločno vidimo in svoje poti vse širše razumemo? No, eno področje, ki se ga bova dotaknili, je tudi knjigotrštvo. Torej, Meta Kušar je bila dolga leta v knjigarni Državne založbe Slovenije na Šubičevi.
Zelo veliko smo sodelovali, jaz sem pri njej kupovala knjige za šolo in ona mi je vedno dala celo paleto knjig, da sem jih lahko prebrala za 14 dni, a ne, kolikor sem pač rabila. No, in takrat sem jaz kupovala za šolo vse tiste knjige, ki sem jih jaz želela. Nisem imela nobenih omejitev. Si predstavljate, kakšnega ravnatelja sem imela in da sem o teh knjigah potem tudi govorila. No, ti v sami knjigi Abonma za poezijo razmišljaš o knjigah takole, no, in citat je takle. Danes knjige prodajajo samo po internetu. V 70., 80. letih prejšnjega stoletja so jih prodajali po tovarnah, med odmori za malico, po stanovanjih, pred cerkvami, osebno in s knjigami, ki si jih lahko odprl in pogledal. Finžgarjev roman Pod svobodnim soncem se je prodal v 200 tisočih izvodih. Flisarjev Čarovnikov vajenec v več kot 100 tisoč izvodih in tako dalje. Prava knjiga je kruh z maslom, šunko in ementalcem, z bešamelom skrbno popečen, elektronska knjiga pa je sendvič, kruh na kruh, žvečenje brez užitka. Človek hrepeni po tem, da jo vzame v roke, da jo čuti, lista, vonja njen papir, ne samo bere, da se je veseli. Poezijo na Slovenskem bere samo 4% ljudi. Veliko napisane poezije smo umorili z visokim šolstvom, še več z Zavodom za šolstvo. Knjige smo izumili zato, da bi gradili skupnost in poglabljali razumevanje sebe in sveta. Apetit po knjigah človeka ne mine, ugodje, ki ga čuti ob njem, tudi ne. Kako doživljaš knjigotrštvo danes? Saj si mnogo let, a ne, delala s knjigami, dobila si tudi nagrado za to, za svoje delo. Kako gledaš pravzaprav danes založbe, ki jih skoraj ni več? Priznam, da sem si v 70. letih, konec 70. let, ko sem šla iz šolstva v knjigarno, predstavljala ob tistih dnevih, ko so prišle prve informacije o samostojni državi, da bo naše knjigotrštvo zacvetelo v samostojni Sloveniji. Nikakor si nisem mogla predstavljati, da bo to pravzaprav pogreb slovenskih založb. Seveda, že poezija sama, ne, je en zelo prastar način vsega tistega, kar danes imenujejo z drugimi imeni, s takimi imeni, ki so aktualna in ki se tudi dobro tržijo. Recimo čuječnost. Čuječnost je neka čisto dobra nova izmišljotina za te ljudi, ampak od vsega začetka, ko je bila poezija še petje, ko je bila sporočanje skupini ljudi, ki so sedeli pozimi največkrat ob ognju, sporočilo in vaja za to, kako je človek čuječen. Kako je pazljiv za vse stvari, ne samo za tiste, ki se njega tičejo, ampak tudi za te stvari, ki se tičejo bližnjih, kako se odziva na bližnje. Zdaj ugotavljajo seveda, da je samota ena stresna bolezen sodobnega človeka. Tako kot smo mi sami še ljudje, niso bili sami. Pa ne samo zato, ker so bile prej načini življenja v širši družini. Ne gre samo za to, da te morda skrbi, kdo bo skrbel zate, da boš ostal sam recimo v stanovanju. Sploh ne gre samo za to, ker ta samota pride na vrsto že prej, dosti prej. Občutek te samote. Kdo je naš bližnji? Kdo je ta bližnji, ki nam je blizu? Morda sploh ni blizu zares, morda je zelo daleč. Ampak je vseeno naš bližnji. No, poezija je vsekakor en dober način, če bi se dalo
če bi bile kakšne možnosti, da nekako povemo ljudem, kaj vse lahko poezija nudi in pravzaprav zastonj, ni treba vam nobenega tečaja plačati, lahko se doma ukvarjate s to poezijo, raziskujete na ta način sebe, se širite, spoznavate svojo globino in vse svoje sposobnosti, ki so v vas. In pa seveda se učite za dialog s tem bližnjim, zato ker bližnji človek postane bližnji, če ga vi naredite za bližnjega. In zdaj knjiga, recimo, če jo vi oropate nekih senzitivnih lastnosti, že tako smo oropali ta svet čustev. Postal je nekako zelo miselni svet, pridobitniški, miselni, mogoče še do neke mere senzualen, ampak to gre zelo hitro v seksualnost, druge senzualnosti so pa že tudi okrnjene. Diferenciranost za okuse, za hrano, sploh ni tako bogata, kot je včasih bila, že v neki originalni kmečki kuhinji, recimo. In zdaj seveda poezija nam daje zelo veliko možnosti za bogatenje čustvenega in čutnega sveta. Metafore, recimo, ne, poleg tega, da, kot smo prej slišali, vi vsi veste, da papir različnih knjig, tudi različnih držav, drugače diši, če vzamete angleško knjigo, ameriško knjigo, drugače diši kot slovenska knjiga. Skratka, vse to so ena sporočila, zelo tanka, nekdo vam skozi nekaj šepeta in vi ste pač čuječni do tega, kar vam sporoča. Da zdaj sploh ne govorim o tem, da je seveda pesnik nekdo, ki se recimo kot tisti iskalci biserov potaplja zelo, zelo globoko v globino enega naroda, ki mu je pač Jung rekel kolektivno nezavedno tega naroda, tam pač vidi določene stvari in jih prinese na plano kot pesem. Zdaj seveda, če že kritiki niso taki, da to spoznajo, velikokrat niso, ne, vsaj sčasoma spoznajo to bralci, kajti veliko je vprašanje, veste, če je kanon res tisti, ki ga recimo poznamo iz nekih antologij. Kanon je pravzaprav tisti zbor pesnikov, ki nam pomaga, oziroma ko vi nekaj najdete, ko iščete, ki nam pomaga živeti. Prej sem slišala gospo, ki je rekla, berem Frančka Rudolfa, berem Jožeta Javorška, kdo pa nam je kdaj kaj o tem govoril. Seveda, to niso avtorji, ki bi bili po nekem kanonu, ki ga šolski učitelj mora spoštovati. Ampak, če bo ona našla nekaj, kar ji bo dalo eno prijetno sporočilo, en smisel in tudi eno moč in tudi eno razširjen horizont v slovenstvu, potem pomeni, da ta dva avtorja delata kanon, čeprav nista nikjer omenjena. Zakaj? Zato, ker imata prav to lepilo, o katerem smo na začetku govorili, ki pač drži narod skupaj, pripadnike naroda skupaj. No, tu imam ravno to vprašanje, ne, ti praviš, z literarno znanostjo ni lahko. Kdor se ukvarja z njo, zgreši. Ali znanost, ali literaturo. No, zato sem tudi si zapisala, sem rekla, literarna znanost ima posebne vatle za umeščanje imen na slovenski pri nas. Torej, od učitelja je odvisno, kakšen je ta njegov pri nas in potem lahko to tudi predaja naprej. Če se pa drži samo učnega načrta in kanona, potem je problem. Torej, rabiš tudi razsvetljenega učitelja, ne, ki marsikaj ve.
No, in v tej knjigi Abonma za poezijo si se ti lotila kar nekaj avtorjev, ki jih mogoče niti ne poznamo. Moram reči, da mi je bil pesnik Janez Ovsec nekako neznan. Tukaj imate nekaj verzov, meni se zdijo zelo lepi, pa bi mogoče poslušali, potem bi pa nam povedala svoj odnos, kako si prišla do Janeza Ovsca, zakaj občuduješ njegovo poezijo. No, in pa še dotaknila bi se rada tistega 4% ljudi bere poezijo ali pa še toliko ne. Torej, ali je potrebno imeti neki ključ, s katerim prideš do pesnika, do njegovih metafor, da ga razumeš, ali mladina ali pa ljudje tega nimajo, se nočejo s tem poglabljati. No, to je recimo za vprašanje, zdaj pa mogoče nekaj verzov. Vračam se pod obok svetlobe in tja pripeka moje hrepenenje. Ljubim. Zaradi nekega vzdiha sem čist, ves drug. Rastem med travami, med vodami. Med čistimi kamni tečem k svoji svetlobi, pod neki obok neba, kjer se smeje luč. Brez svarila mi je živeti s tem nagim telesom, pokritim z dotikom svobodne luči, ki odhaja. Zvezdo se vračam po njeni streli, svoboden sem. Moja pot zavija v neskončnost. Moja ljubezen hiti skozi ovire mnogih src. Janeza Ovsca sem spoznala, ko sem v 3. letniku srednje šole, to je začetku 70. let, za 8. februar pripravljala eno razredno proslavo s pesniki, ki so takrat izdali svoje pesniške zbirke. On je takrat isto sredi vrta Je drevo. Šla sem v knjižnico in prosila gospo, če mi da nekaj pesnikov, ki so tisto leto izšli. In tako sem se odločila za njega tudi, pa še za nekaj drugih. In potem to prebirala s svojim sošolcem, zraven se pa spomnim, da sem vrtela od Gershwina Rapsodijo v modrem. No, samo medklic, Meta Kušar ni hodila na gimnazijo, ampak na kemijsko srednjo šolo. S profesorjem, ki je bil seveda pravi genij za odpiranje src vseh nas, ki smo bili tehnologi, to se pravi res posvečeni tovarni in kemijski industriji, ampak za odpiranje src s poezijo in z literaturo. Potem kasneje sem, mogoče leto kasneje, sem dobila za božič en majhen magnetofon s tistimi malimi koluti in ne vem, kako mi je pač prišlo na misel, to je bila ena predideja tega, da sem potem se začela ukvarjati z intervjuji, da bi naredila kar intervju s Stanetom Severjem, ker me je tako očaral, ko sem poslušala njegove interpretacije poezije in tudi otroških pravljic. In sem kar šla v Dramo in sem rekla vratarju, da sem zmenjena z gospodom Severjem, in potem sem šla gor in sem ga videla tam, kako je hodil po hodniku in se je učil vlogo. In sem ga prosila, če bi lahko naredila intervju z njim za naš list, ki sem ga tudi ustanovila. Najprej smo pisali samo mi iz našega razreda, potem pa še vsi ostali. No, seveda mi je prijazno sporočil, da zdaj ne more, da študira vlogo, in potem je ta projekt mojih intervjujev se prestavil za par desetletij. Ampak hočem reči, da veste, kako človeku nekako prihajajo že kaj čist majhne ideje, ki so morda povezane kasneje, morda celo z njegovim poklicem, z odločitvami, pa to še ni tako natančno definirano, da bi razbral.
kam ga usmerjajo te ideje oziroma te stvari, ki se jih dotika ali pa s katerim je prišel v stik. Zdaj seveda, veliko vprašanje je res ta 4%, če to res drži, ne. Jaz mislim, da je to vseeno malo več, Upajmo. zato ker so še taki ilegalni bralci poezije, ki jih noben ne more izslediti, ker si ne sposojajo v knjižnicah, ampak imajo mogoče doma ali pa pridejo do teh knjig na drug način. Zdaj seveda Janez Ovsec se je že takrat razkril za enega posebnega pesnika, jasno, da se nismo nikoli srečali z njim v nobenem, v nobeni uri slovenščine, ampak takrat sem tako zbrala same sodobne pesnike, s katerimi se v šoli nismo ukvarjali. Jasno, da ko sem posebej ob njegovi smrti, seveda sem prvič, ko je tudi že bila njegova antologija, ugotovila, da je to en izjemen pesnik enega svetovnega formata, ki bi lahko bil zelo dobro sprejet tudi v tujini, če bi bil odlično preveden. In dva pesnika sta mi nekako se vrtela v glavi, ki se jima je na določen način delala krivica. S Šalamunom sem se ukvarjala tudi v diplomski nalogi in sem se tam od leta 1975 zelo trudila, da bi ga predala literarni vedi, to pomeni našemu dokaj občutljivemu in senzibilnemu profesorju Borisu Paternuju, ker sem verjela, da če bom naredila eno seminarsko nalogo, kjer bom dokazala, da on ni ludist, ampak je popolnoma klasičen pesnik, ki se ukvarja z vsemi klasičnimi problemi slovenske literature, da se ga bo to dotaknilo in da bo imelo neki vpliv. In pač sem se takrat odločila za to, kakšen bo pa uspeh, pa nisem mogla vedeti, ampak se je izkazalo, da uspeh je bil. Namreč Tomaž Šalamun, ne vem, če so tudi vas tako učili oziroma če ste kdaj kaj zasledili, kakšne informacije o Tomažu Šalamunu, je bil predstavljen kot nekdo, ki ruši slovensko tradicijo, nekdo, jaz sem si predstavljala, da je to en falot v supergah, ki meče bombe na slovensko klasiko in potem izgine v tujino in ga ni več, mi pa ostanemo z nekimi ruševinami tukaj na Slovenskem. Ampak slovenski rod, čeprav pravi v prvi zbirki v Pokru, da se je utrudil tega plemena in izstopil, ampak kljub temu, da se je utrudil, je v vseh njegovih pesniških zbirkah prva stvar ravno to pleme Slovenci. No, meni je bilo zelo zanimivo, praviš, Šalamun je napisal pesem o spravi že leta 1978 leta, a ne. Pa bi mogoče to prebrala, ker se mi zdi neverjetno, če bi to vedela prej, bi o tem govorila, tako smo pa zopet učitelji vezani na neki učni načrt, a ne. Čeprav jaz sem imela Šalamuna kot gosta v šoli in tisto, kar me je najbolj presenetilo, je bilo predvsem ta njegova drža. Ko je on bral svoje pesmi, mi smo še v jedilnici, ker nismo imeli prostora za dvorane, kamor bi ga lahko povabili. Tam je bila taka tišina, on je imel tako karizmo kot redko kateri. No, potem seveda to, kar praviš, a ne, da učitelji lahko tudi velikokrat delamo krivico, kajti mi smo ga obravnavali v šoli predvsem kot pesnika Pokra. Če pa ti gledaš to množico njegove poezije, pa najdeš tudi sonete, za katere nisi vedel, da jih je pisal, in tudi drugačne pesmi, a ne, tako da
Mislim, da ko predstavljamo nekega pesnika, ga ne moremo ukalupiti samo po neki pesniški zbirki, ampak je treba pogledati cel cikel in ga pravično na neki način opredeliti. No, pa se vrnimo k spravi, o kateri tako radi govorimo Slovenci. Ja, bi kar prebrala. še to bi verjetno te spomnila na to, da je imel tudi en določen način branja, ne, Ja. en tempo. Zdaj, jaz ga ne znam. Mislim, da je Meta Kušar ena največjih poznavalcev njegove poezije, tako da mislim, smo se nekako zmenili, da bom malo več povedala o njem, a ne, ker naše literatke to zelo zanima. Ja, z veseljem, z veseljem. No, takole pravi ta pesem, to se pravi leta 78. Bodi mila moja pesem, bodi seme, bodi ustavodajni akt. Pomiri beseda, daj, da se prah razblaži. Zaustavi strugo slepega fantoma, odkupi kri vseh mrtvih in vseh preživelih. Ustavi se pred pokolom svojih nedolžnih otrok. Ne zarisuj risa pred nami. Seveda moram reči, da je tudi to spregledano, da je Tomaž Šalamun bil tudi zelo velik kritik oziroma zapisovalec o tistih, ki so bili vladarji v prejšnjem režimu. Ni pisal, ni izdajal teh pesmi še v slovenščini, dokler je bila Jugoslavija, kajti za tiste verze, ki jih je napisal o Dumi, je bil zaprt nekaj tednov. Hodil po zemlji sem naši in? Ja, ampak to ni bilo tako zelo problematično, da se parafrazira Župančiča na drug način, ampak da tam nastopa en tesar. Ja. Torej prvi vers in dobil čir na želodcu. No, ampak zadnji vers pa je o Cimpermanih, a ne? Tako. In seveda to je bilo evidentno jasno, kdo je ta Cimperman, kdo je ta tesar, ne, ker so vsi vedeli, kakšen je bil primarni poklic velikega politika Mačka Matije. In seveda, ko si bil takrat v tistem času zaprt, nisi vedel, ali boš res toliko, kot so ti grozili, ali boš manj, ali te bo morda doletelo kaj podobnega, kot je Jožeta Pučnika. Zato to niso bile take hecne, marginalne zadeve. In potem se je na dva načina zaščitil. To, da je pisal zelo pesniško, to pomeni, da se ni dal nič več racionalno kazati s prstom, o čem piše. In drugič, da tisto, kar je pisal, tukaj je dosti natančno s prstom kaže, izdal, dokler ni bilo samostojne Slovenije, samo pri Vizarju v Avstriji. Recimo taka je pesem, ki jo je napisal leta 86 in ima naslov Živi zazidani. Komunisti uporabljajo iste stole, iste stopnice. Tudi pod njihovo kožo teče kri. Ko jejo, požirajo. Z očmi gledajo, ista elektrika gori po stanovanjih teh ljudi. Dolga leta sem imel najboljšega prijatelja komunista. In moja lastna otroka. Strašen primer, pol komunistov, pol ljudi. Raztepeni so. Komunisti postavijo vedno ali. In ker me niso likvidirali v svojem zenitu, so si ranili čas. Ampak še vedno imajo vso moč in oblast, ure, zvonce, še vedno lahko pri belem dnevu v obraz rečejo tvojemu otroku: Pridi,
Bodi komunist. Usta imajo kot mravlje in se ne odpovejo lastnini. Z žeblji so jih pribili na izvršni svet. Jih zazidali v hodnike palač, imenovane centralne. Čeprav je okrog vse zeleno, čeprav je okrog polno drevja sredi mesta. Komunisti so natančen udarec v kri. Njihova rosa se vdihne nevidno. In v grob se polagajo v miru, med glasbo za večnost. Žalostni in pretreseni, kot da bi šlo skoraj za isto smrt kot našo. Seveda, jaz ga popolnoma razumem, ne. In še danes, ko berem to pesem, se mi zdi, da je tako natančna in tako, tako človeška in tako natančna, da me še zmeraj malo srh spreletava, ker mi, ko smo živeli v enih in drugih obdobjih, še zmeraj se lahko vživim, da jo berem v tistem času prej, in zato me najbrž malo spreletava srh. To je pa gotovo. No, ampak Tomaž je imel zelo različne faze, ne, saj sem rekla, od soneta pa potem tudi na koncu piše zelo nerazumljivo poezijo oziroma kaj pa o tem rečeš? Ja, mislim, da ni nobena stvar tako nerazumljiva, čeprav mi je ena profesorica literarne vede rekla, da v zadnjih knjigah ne more nič napisati, ker nič ne razume. Jaz sem vedno razbrala kakšne drobce, ki so to abstraktnost nekako povezovali približno tako, veste, kakor v sanjah. Če se vživiš in če imaš ves ta diapazon, ki sem ga imela skozi cel njegov opus, sem to lahko razbrala. Seveda ne natančno, ampak vsaj, da veš, o čem razmišlja takrat, kaj doživlja in s katerimi stvarmi se recimo centralno ukvarja v tistem trenutku, ki je to knjigo pisal. Torej si imela ključ, ker si ga bolje poznala, ker ne, včasih je to Ja. dobro vedeti, ne? Ja, posebno pri pesnikih, ki so zelo moderni, če ne razumete prvih 5 pesmi, na kar ne mislite, da niste sposobni. Preberite celo knjigo, pa še eno prej, pa boste videli, da se vam bojo kar naenkrat ene stvari odprle. Če imate čas in to energijo, da vas to toliko zanima, da v to vložite pač svojo energijo in da se do tega dokopljete. Vsekakor se nekako približaš pesniku, ko usvojiš malo njegove dikcije. No, ravno to, ker je danes Kosovelov dan tudi, ne, ti govoriš tudi o Srečku Kosovelu, napisala si tudi intervju, danes mi ga je poslala, tako da je kar zanimivo branje. No, ti si pa izbrala eno pesem Evakuacija duha, pa bi želela, da nam to pesem interpretiraš. Drugače. Kosovel, ne, tako nenavaden, v bistvu mislim, da ga odkrivamo šele sedaj, po 100 letih. Oziroma najbrž je še marsikaj neodkritega, tako da bomo imeli še nekaj dela. Predstavljajte si, da je začel svoje razmisleke pri 15 letih in potem do 21. leta, pri 22 je umrl, dosti hitro dobil tisti meningitis na mrzli
zasavski železniški postaji. In brez internetov, brez vseh teh stvari, ki jih danes imajo ljudje, da pogledajo, kaj se po svetu dogaja, je on vedel toliko stvari in tako obvladal dogajanja po Evropi, Ja. da se človek res zamisli, kako je vse to zmogel. In tudi recimo odnos, kaj poezija je, kaj se z njo sporoča svetu in kaj odkriva pesniku samemu, ko piše poezijo. Te ugotovitve so nenavadne, danes mogoče mislijo, da je bil en skrivnostni modernist, ki si je dovolil take absurdnosti, kot so integrali konci, ne. Ampak sploh ne gre za to. Osnovna stvar, ki jo je on zasledoval, naj si bo kot pesnik, kot človek, je ta, koliko sonca v sebi je človek sposoben videti. Lastnega sonca v sebi. No, mislim, da je nanj zelo delovala filozofija Tagoreja, ki jo je takrat spoznaval, ne. Tudi odnos do smrti, ki ga mi enoznačno razumemo, namesto da bi ga globalno kot neko preobrazbo v nekaj drugega, a ne, in tako dalje. Tako da o tem bi lahko govorili cele ure. Jaz sem izbrala pač to tvojo pesem, ki je pravi integral, a ne. Kako ga bi razlagala? Pesem pravi: duh v prostoru, požar neviht razžarja temo. Duh gori v prostoru, magično luč razseva. Zelena okna razsvetljenega brzovlaka na viaduktu. Sam gorim in sebi svetim. Slepi čutijo samo elektriko, moje luči ne vidijo svita. A vsi trepečejo kakor jaz, kakor v smrtnem opoju, in ne vedo, da je to trepet kril, ki se hočejo razprostreti, izžareti kot zlati ogenj v noč. In preklinjajo policaje sonca, ki spijo ponoči kakor malomeščani. In vsi ljudje spijo ponoči in ne čutijo magičnih razodetij, ki sijejo v meni iz mene. Ljudje so evakuacija duha, anomalija psihologije. No, jaz mislim, da ta pesem ni zelo skrivnostna. Kaj se vam zdi? Zdaj ste jo mogoče prvič slišali, ne vem, če ste jo že kdaj prvič prebrali. Kaj se recimo zdi vam? A bi jim lahko dala mikrofon? Lahko. Samo me zanima, do kje recimo v prvem branju teh integralov lahko pride ta pesem do vas. Predvsem me zanima, kaj se vam zdi ta duh v prostoru, ki gori, ki ima magično luč, tudi seveda v njem nekaj gori, nekaj takega, kar sveti njemu. Kako ljudje seveda trepečejo, tukaj gre za en ogenj, ampak ta ogenj razsvetljuje noč, je podoben tudi soncu. Soncu, ki ima neke policaje, ki ga zadržujejo, zato ker ne vidijo te luči, ker spijo ponoči kakor malomeščani, zato ker ponoči bi nekako morali razmišljati, meditirati, kot je on izvedel verjetno od Tagoreja,
da po noči, ko jim mir meditirajo, da pridejo do sebe, ker ljudje drugi malomeščani spijo in ne motijo človeka s svojimi neumnostmi, zabavami in vsemi takimi zapravljanjem časa. In seveda, ker spijo, ne čutijo teh magičnih razodetij, ki seveda ne sijejo samo v meni, pravi, ampak tudi iz mene. No, me prav zanima, recimo, ne mislim, da boste dali kakšne razprave, ampak stavek 2. O čem se vam zdi, da se vas ta pesem lahko dotakne? Da vam nekaj sporoči, nekaj, kar boste lahko še jutri razmišljali. Recimo, ne samo danes. Janka bo sigurno kaj povedala. Ja, jaz mislim, da je A nastavek lahko daste en mikrofon, gospod? Ni problem. Ni treba, jaz sem dosti glasna. Ne bo mogel on posnet. Ona je pesnica, ne, tako da, Ja. pa še katera, pa Milojka. Kar nekaj nas je takih. Ja. Jaz mislim, da je to ogledalo družbe. Da je nastalo ogledalo, kako družba pravzaprav ne vidi tega, kar se dogaja v njem in kar bi morali videti, da bi lahko ti policaji, ki sonce pravzaprav uničujejo, ne, se to nam je skoraj razumljivo, kaj je hotel povedati. Ker to je bil, treba se vživeti v čas, ki je bil sicer, kot ga jaz razumem, kar precej podoben našemu današnjemu času. Zato nam je recimo Kosovel zdaj bližji, kot ne bil kadarkoli. Ker mi živimo v podobnih razmerah in jih lažje razumemo tisto, kar je on doživljal. Mogoče smo zopet pri kanonu, ne, to, kar si rekla, torej človek, ki ga je odkril, je bil ocvirka, ne, hkrati ga je pa zatolkel do konca. Torej zato nam je bil neznan in tisti, ki je nekako odkril, je bil pravzaprav Vrečko in pa potem tudi Miklavž Komelj, a ne, ki je pravzaprav nam pokazal vse bogastvo, kaj je Kosovel pač pisal, ne samo pesmi, ampak pesmi v prozi, začetke romanov in tako dalje, ne. In tudi seveda pokazal na njegovo filozofijo, no, tako da. No, vsekakor bi morala tu omeniti še eno avtorico, ki na Slovenskem ni zelo znana. To je doktor Ana Jelnikar, ki je doktorirala s Srečkom Kosovelom in Tagorejem v Angliji, zato ker je vzporedno pokazala, kako se oba ukvarjata s tako imenovanim univerzalnim človekom. Oziroma s tistim, kar je nekako naša dolžnost, da to univerzalnost v sebi poskušamo najti in realizirati. In oprosti, če samo še nekaj dodam, še eno stvar, mogoče jo boste lahko to knjigo vzeli v roko. Pred kratkim je Brane Senegačnik izdal knjigo Lirični prostor, kjer prelistava približno 77 različnih literarnih znanstvenikov, evropskih, ki so se ukvarjali s tem, kaj je bistvo poezije. Zdaj seveda, mogoče so kakšni tudi bolj zgrešili poezijo, pa mogoče se bolj posvetili znanosti. Bil je seveda neki gospod Išer, ki je povedal eno krasno stvar, ki sem jo že prej sama ugotovila, ne da bi vedela za njega, namreč, da je veliko interpretov takih, ki izumljajo vedno nove teorije za interpretacijo pesnikov.
In velikokrat se zgodi, da kakšen pesnik, ki niti nima veliko vsebine, dobi zelo vsebinsko, filozofsko interpretacijo, ker se tisti bralec, ki je bil recimo z vso svojo erudicijo, lahko izkaže in porabi nekaj točk v njem, zato da pač bi mogoče lahko rekla, da ga celo povzdigne. Ampak to je vendarle za kratek čas, ker to ne vpliva na druge bralce. To je enkratna raketa tega istega avtorja, ki je to teorijo izumil. No, vsekakor se pokaže, da je lirični prostor nekaj, kar pesnik naredi in zato tudi kliče v bralcu, da začuti oziroma zazna v sebi to sebstvo. Zdaj, noben od teh avtorjev, sem videla, ni natančno poimenoval, kaj to sebstvo je. Nekako sebstvo jaz poznam izključno iz analitične psihologije Carla Gustava Junga, ki je nekakšen supervizor in koordinator vseh naših psihičnih lastnosti v nas, ki seveda, bi rekla, skrbi za to, da se realizira duša kot pramodel demokracije. Kajti, če vi daste prednost, kot se zdaj daje prednost, miselnemu svetu, ali pa daste prednost v svojem življenju senzitivnemu svetu, ali pa čustvenemu svetu, se slej ko prej pokažejo težave, zato ker privilegirate en del sebe na račun drugega dela. Ampak želja pa je, da so stvari uravnotežene, tako kot bi morale biti tudi v demokratičnih organizacijah vladanja uravnotežene. Če bi želeli, da so vsi nekako zadovoljni in da imajo vsi možnosti in da res cela družba napreduje, kot vi morate kot cela enota individuuma vašega napredovati. Napredovati seveda, da vi sami začutite, pa drugi zraven vas, da ste pravzaprav res nenadomestljivi in enkratni, tako kot govori tudi vaš prstni odtis. Tazga, ki ga ima vsak od nas, ga nima noben od vseh milijard na svetu. Tako da, to je pravzaprav točno tako, kot je gospa povedala. Ima še kdo kakšno vprašanje za konec? Jaz lahko povem tak trenuten preblisk, ki se mi je zgodil pri prebiranju te pesmi. Tako, da je človek ujet v svoji lastni svetlobi, rolete potegnjene do tal, ampak ne samo njegove rolete srca, ampak tudi rolete od sobe, ki gre navzven. To se pravi, nekako je zgubljen, tako od odzunaj kot od odznotraj. Zgubljen? Utesnjen. Utesnjen? Ja. Ja, je utesnjen. Ampak utesnjen je zato, ker ja. In zato, ker nima tega sogovornika, ki smo prej rekli, da ga poezija omogoča, ne? Ker ni tam tistih, ki bi lahko njega z njim se sporazumeli, da ne rečem pogovarjali, ker ni pogovarjali, ampak sporazumeli. Zato, ker oni tega ne morejo doživljati, ker po noči spijo. On to doživlja po noči, ne, v tej svoji samosti srečuje to osebstvo in lahko to doživlja, ne. Ampak on vendarle pravi, sijejo v meni iz mene. Zdaj, če pa to kdo lahko sprejme, če je tam kdo,
ki dvigne telefon oziroma ki odpre oči, da vidi to, kar on vidi, je pa seveda drugo vprašanje. To je pa lahko tudi ta samota pesnikov, ki se je velikokrat razlagala kot lepa duša v grdem svetu, ne. Tako. No, še eno misel za konec, pa potem bi še mogoče če ima kdo še kakšno vprašanje, če bi želel še kaj vprašati, lahko še prej. Drugače pa Meta ena zaključna misel, pa potem še ena glasbena točka za konec. Zaključna misel. Saj veš, tako kot pri soočenjih. Ja. Če smo pesniki, potem je najbolje, da sklenemo s pesmijo. Tako, točno to. 41. pesem iz moje pesniške zbirke Ljubljana gre takole. Lahko potegnem črto, bom zdržala, ko se bodo posledice ujele z dolžnostjo, ali bom padla na trnje. O, dihati nežen, sladek mir. Vedeti, da ni nič nikoli izgubljeno. Življenje naj ti bo kakor struga, ki jo moraš napolniti, da izteče v večnost. Vsak trenutek je kakor kristalna kapljica in če jih prav izliješ, se ti prikažejo kot močna reka jasnih biserov. Tvoje življenje so ti biseri, tvoje delo, ki je vzrok, da padeš kot utrinek vsemirja v njih naročje, da te poneso v večnost. Torej, Meta, hvala lepa za ta Hvala prelep lepa. večer. Bom stala, ampak moram prej. Je v redu, ne rabite nič. Ne rabimo, Ne, lahko samo jaz govorite. imam dosti močen glas. Ja. Ne, lahko. Tole, gospa Meta Pušar, Domžalčanka, ne? Ja, po očetu. Po očetu, ja. Pa se nisva nikoli srečala še v Domžalah, jaz sem tudi Domžalčan. Včasih smo živeli pri Pezderju, zraven gospoda Kušarja, Vinkota, Koralna, poznam sina od Koralna, se zelo veliko srečava, ko pride do Domžale, da je na Primorskem nekje. Hvala za današnji večer. Meni je bilo prijetno poslušati, vedno, kaj novega zvem. Naše literatke so zvedave, vedno želijo kaj novega slišati, kaj novega zvedati, da potem lahko kaj napišejo. Veliko pišejo, veliko se pogovarjajo. Zasluga je tudi naši mentorici tega študijskega programa Jade Ozimek, ki pripravlja tudi da na takšne in pa podobne večere, kot je bilo naši. Hvala, pa še kdaj. Hvala lepa. Hvala lepa. Okay. Mobitel sem tukaj pustil. Ja, da tebi tudi. Ja. Hvala za prijeten večer pa povezovanje. Hvala lepa. Zdaj pa, če je še kakšno vprašanje, lahko potem vprašate, a ne, tako da uradni del je pa zaključen. Hvala lepa. Tako,